Spoštovane junakinje in junaki, gospe in gospodje. Že več kot 20 let smo skupaj. Spomnim se prvega obiska, ki je bil bolj naključen kot obisk za nekim globokim poslanstvom. Kasneje se je to razvilo v pravo prijateljstvo in sem vam hvaležen, da ste se danes, zlasti v luči ustanovitve inštituta, odzvali na moje iskreno povabilo, da vam od srca uročim jabolko navdiha, ki si ga tudi zaslužite. Kljub temu, da je bil prvi obisk bolj naključen, bolj poslanstvu namenjeni so ostali vsi ostali, opominjati, opozarjati na to, da imamo otroke, ki preživljajo zahtevne čase, ampak oni se borijo in mi se moramo boriti z njimi in vsi skupaj bomo, če se bomo trudili, tudi zmagali. Je bilo neko spoznanje, da pravzaprav otroci niti takrat, niti kasneje od mene niso nikoli pričakovali kakšne pokroviteljske besede, ampak samo neko upanje, pripadnost, privrženost temu, da se borimo po svojih najboljših močeh in da, če je le mogoče, uspemo. In to me je vedno navdihovalo z eno velikansko energijo in nikoli, ko sem šel k vam, ali smo se kje drugje srečali, saj smo se srečevali tudi drugje, lansko leto na Račjem otoku in tako naprej. Nikoli pravzaprav nisem čutil, da sem jaz vam kaj dal, ampak tako kot je Hana, mislim, da rekla, ne? Da ste vedno vi meni nekaj dali. In zato sem vam neskončno hvaležen. Hvala lepa. Ne smem preveč globoko dihati, da me ne raznese od ponosa. Spoštovani predsednik, pozdravljeni. Že tretjič imam to čast, da lahko stojim pred vami, ampak si nikoli nisem upala misliti, da bo priložnost tak posebna. Priznam, da vsi še pomale mislimo, da sanjamo. V imenu vseh se vam zato zahvaljujem za izkazano čast in zaupanje in da v nas vidite navdih. Tako priznanje iz vaših rok je še toliko več vredno, saj so nam povedali, da ste hemato-onkološki oddelek prvič obiskali decembra leta 2001. No, to ni tako davno nazaj, zaradi tega, ker sem se istega decembra rodila jaz. Legenda. Vsekakor pa to pomeni, da ste ambasador in zagovornik otrok z rakom že več kot 20 let. To področje vam ni tuje in nam nalaga še večjo odgovornost, da bomo z svojim delovanjem znotraj inštituta Zlata pentljica upravičili vaše zaupanje. Prav je, da se na tem mestu zahvalim našim staršem, ki so naša največja podpora in ki nas pri naših prizadevanjih podpirajo tudi sedaj. Da se zahvalimo vsem zdravnikom in medicinskem osebju, ki je skrbelo za nas in ki nam je z svojim znanjem in prizadevnostjo omogočilo, da stojimo danes pred vami. In ne nazadnje, velika zahvala Ivotu in Valeriji, ki sta nas lani spomladi zbrala in nas vprašala, če bi želeli bolj aktivno vlogo in če bi imeli pogum javno nastopati in spregovoriti o svoji zgodbi. In pa, da sta sama zbrala pogum in nam omogočila naše delovanje na višjem nivoju. Zatem, da sta nam ustanovila inštitut Zlata pentljica. Pa ne smemo pozabiti, imamo še dva varuha, to sta Borut in Katarina v vlogi direktorja in prokurista, tako da se bomo mi res lahko ukvarjali samo z projekti. Hvala tudi vsem, ki nam prisluhnete, nam sledite ali podpirate na kakršenkoli način, saj šele z odzivom drugih naše sodelovanje dobi smisel.